Cashila razvija platformo za plačevanje na bančne račune direktno iz Bitcoin denarnice. In s to storitvijo smo začeli. Potem smo pa omogočali tudi obratno, torej da nekdo nakaže evre in dobi bitcoine v svojo Bitcoin denarnico. Veliko uporabnikov je pa začelo prenašati, se pravi kupovati bitcoine v neki drugi valuti in jih prodajati za evre v Evropi. Tako smo nekako ugotovili, da je to nek market, v katerega hočemo začeti prodirati. Predvsem zaradi tega, ker omogoča neke zanimive nove stvari, predvsem kar se tiče časa. Se pravi, nekdo lahko iz neke tuje valute, če tam lahko kupi bitcoine, pride do evra znotraj nekaj ur, oziroma toliko hitro, kakor delujejo lokalni bančni sistemi. Tako. Kar se pa bitcoina tiče, pa jaz mislim, da bitcoin bo predvsem uporabljen za neke infrastrukturne storitve znotraj bančnega sistema, za medbančne transakcije, za transakcije, za neke poravnave, mogoče kakšni lojalni sistemi za kartice bojo tekli na blockchain tehnologiji. Tako, pustimo se presenetiti. Mislim, da bo veliko produktov oziroma vsi novi produkti, ki se bodo začeli razvijati v fintechu, že gledajo pač, kako izkoristiti blockchain tehnologijo za izboljšanje produkta. Tako da mogoče bitcoin v tem trenutku ne izgleda tako razburljiv, kakor je predvsem zaradi cene izgledal mogoče 2 leti nazaj. Ampak jaz mislim, da bojo neki pač plodovi tega, kar se v bitcoinu danes dogaja, bojo vidni čez nekaj let. Dostikrat se zgodi, da ljudje precenjujemo, kaj se lahko zgodi v naslednjem letu ali 2 in zelo podcenjujemo, kaj se lahko zgodi v naslednjih 10 letih.